Ja, pretepen sem bil v Ljubljani. Poglej do konca, da boš videl, kaj se je zgodilo. Imam posnetek. Jau! Servus! Jau! Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. V današnjem videu vam bom povedal, kako sem se imel v Ljubljani z Marcelom. Tam se je tudi zgodil pretep. In ja, ni to neki clickbait, dejansko se je zgodil pretep. Ne bom še vam povedal o kom, ampak vam lahko povem, da se je zgodil v Decathlonu. Druga tema, ki bo v videu, pa je morje. Bil sem na morju od 2. do 6. Bil sem za 4 dni. Za 4 dni v Kopru na slovenski obali in vam tudi tam povedal, kako sem se imel, kako se mi je zdelo, bil sem pa zdrav z vinarkami. Ampak začnimo s prvo temo. Začelo se je tako, v Ljubljano sem bil povabljen zaradi tega, ker sem snemal za Big Bang in sem rabo nekega frenda, naredil z njim skupaj v Ljubljano, ker sam ne bom šel 3 ure, sem se pa vozil z vlakom, šel sem pa z Marcelom. Marcela Bohla, po mojem vsi poznate, ker je bil že dosti v mojem videu, tu je njegov Instagram, idite ga followat, vprašajte ga, kak je, ker nič več ni v mojih videih, razen zdaj. Šla smo ob 6. zjutraj na vlak, mislim, da je bilo 6 pa nekaj. Vozila smo se 3 ure, je pa bila ena fora, da sva zasrala. Šla smo prehitro dol in tu je posnetek, kako je to izgledalo. Zelo sumljivo. Tako zdaj vsi tako oblečeni, kot da gremo gore, ne? Če jaz pa tam še ono gospod vprašam, kaj verite v Ljubljano, ne? Ne, bi gremo v Kopnik, daleko planina, kaj grejo. Pa dobro, mi je pa tako, okej. Sva se že ležala, sva že vedela, aha, to smo totalno zajebala, ne? Potem sva vse skalkulirala, šla pogledat na telefon, kdaj bo spet vlak mimo peljal za Ljubljano. Čez 1 uro šla gor, vse je bilo okej. Prispela smo tja, snemali smo na stadionu pri Šiški, tam ko NK Bravo trenira. Snemali sem z mladim fantom, ki je lih podpisal z NK Bravotom. Snemali smo za Big Bang, za neko novo igrico Olympics 2020. Bilo pa je fora v tem, da v igrici imaš ti več športov, valjda olimpijske športe, med njimi pa je bil nogomet. Stožice norijo! Ping-pong. In pa metanje diska, ne? In midva sva prvo vse to posnela veni, torej kdo bo zmagal v penalih, kdo bo zmagal v ping-pongu, kdo bo pa zmagal v metanju žoge, ker pač nismo imeli diska. Ne diska, kugle, tiste veš. Kako se temu že reče? Potem smo pa šli noter, kjer smo na PlayStationu še te igre odigrali, ping-pong, nogomet in pa metanje te... Pa, kako se reče? No pač tako kot veste, so se zdaj končale olimpijske igre. Fantje v košarki so bili 4. Drugače pa vse skupaj smo dobili 5 medalj, 3 zlate, 1 bronasto in 1 srebrno, to je 5. Tada, za tako malo državo mislim, da je kar solidno, ali ni? Oziroma kar dobro. Olimpijske igre so prvo organizirali v antični Grčiji, prvo so se pa imenovale poletne olimpijske igre, kot zdaj vemo, imamo tudi zimske olimpijske igre, kjer skačemo, smučamo, veš, kaj mislim, skačemo s močmi. Ne, se veš, kaj mislim. Je pa bilo tako, da ko so potekale olimpijske igre, je mogel biti premir. Nobeni vojn, nič, totalen premir. Nastopali so samo moški, takrat mislim, ne, so nastopali samo moški, nobene ženske, tako da, hvala Bogu, zato lahko ženske nastopa, da imamo kaj pri odbojki za gledati. Po pa smo se odločili, da gremo v Decathlon, ker smo še imela dovolj časa, gremo pol na vlak, mislim, da smo imela uro pa pol časa in smo šla v Decathlon. Tam smo se malo delala norca, on je metal neke žoge, jaz sem metal žoge, pol sem tisto bejzbol palco zažgal žogo, pač pizdarije smo delala, to kaj delajo pač najstniki, froci. Nismo nobenemu nič kodovala, nič nismo ničla, nismo jih pazila, ne. Vse je bilo cool, dokaj ni en domačin tam prišel in nekaj začel hantle iskati, torej gušil nam je, neki hejter je bil. Tam so imeli tudi rokavice in ni bilo druge, kot pa da se postavim za sebe pa to rešim. Ampak ni bila dobra ideja. Ja, pretepen sem bil v Ljubljani. In priznam, dobil sem, prvič sem jih dobil, po nosu, po glavi, v trebuh, zbrcal še me je na koncu, pač dobil sem jih. Po pretepu smo poklicali na taksi in šla na železniško postajo in domov. Vmes smo še imela par postaj, kjer smo se vstavila z vlakom, smo se šla hitro po McDonald'sa, smo še McDonald's gor pojedla na vlaku in smo ga pičla domov. Zdaj pa gremo k drugi temi video in to je morje. Bil sem na morju z drive-dinarkami oziroma s puncami, ki jih poznate in z njihovo družino.
Moram priznati, da sem se imel hudo fajn, ker je bila dobra družba. Vedno je tako, lahko si v največji luknji, ampak če imaš neko družbo dobro, se lahko imaš vedno fajn. Šli smo v Koper, šli smo na 4 dni, glih toliko, da smo se malo ofrišali, mogoče malo rjavi postali. Moram pa priznati, da se v Kopru ne nekaj dosti dogaja, če si neki mladi najstnik ali pa da res družino, pa da hočeš iti malo muzika, mogoče kakšna gostilna, neki bar, mislim, ob vodi, lučke, stojnice, ni Koper za tebe. Svinja, obemčki. Zanimivo pa mi je bilo, da tam hodim po plaži, pa slišim Hrvate. Pa sem bil tak, pri vas pa more biti slabo. Ali pa so šli samo pogledati, če je res tako slabo pri nas. In v Kopru ni bilo nekaj, nisem bil presenečen. Sem mislil, da bo malo boljše. To nič ni spremenilo moj dopust, jaz sem se vseeno imel zakon. Ampak pravim, da je velika razlika Hrvaška in Slovenija oziroma slovenska obala. Ti priješ na Hrvaško, lučke, vse posod, muzika, čisto vse posod, milijon stojnic z istimi stvarmi, koruza, vse. Tu je tudi bila koruza, sem šel na njo, tudi sliko sem jo objavil, idi na moj Instagram, ki je spodaj v opisu. Ne pozabi še tega videa lajkati in se subscribati. Zvonček prižgi. Prvo smo bili na eni obali poleg Luke Koper. Če ne veste, kaj je Luka Koper, Luka Koper je edino tovorno pristanišče v Sloveniji. Nastalo leta 1957, 3 leta potem, ko je Jugoslavija vedela, da bo izgubila cono A in Trst, čeprav Trst je naš. Da vam pa povem, da v Luko Koper se lahko peljejo ladje tudi težke 180 ton. Sajk, 180 000 ton in je bila tam čisto blizu plaža. Tako dobesedno lahko bi zaplaval do tiste tovorne ladje, če bi hotel, ampak je bila ogromna in me je strah plavati poleg velikih ladij. In s tisto plažo nisem bil nekaj presenečen, tudi voda ni bila najbolj čista, ker veš, stalno pridejo ladja noter in zraven prinesejo neke umazane stvari. Ampak dobro, zakopati je bilo, družba je bila v redu, to je važno. Ampak potem smo pa šli na novo plažo, ki je bila tak 10 minut stran oziroma 5 minut z avtom. Res lepa plaža, priporočam. Plaža se je imenovala Žusterna, tam smo tudi šli na Pedolinota. Veš kaj mislim, tisto, ko goniš, ne? Tisto je vedno fajn, dol skačeš lepo, vam pa povem, da nisem nikoli bil neki veliki ljubitelj skakanja na glavo. Ampak mislim, da sem postal dobesedno, nikoli nisem skakal na glavo, res nikoli. Vedno se čuje čudno, vedno ful fantje delajo salte pa to, ampak jaz nikoli nisem mislil to, ki mi je šlo vedno vtak na živce, ker ko sem skočil not, v nos, v grlo, pa sem imel pol to slano vodo še 15 ur noter v grlo, ni mi bilo fajn in mi ni bila fora, nikoli. In mi je rekel od punc ata, da naj skočim na glavo. Da naj skočim na glavo od tobogana, veš, da stopim gor na tobogan pa dol skočim. In naj je bil problem, edini problem, kaj sem ga imel v glavi, je bilo to, da ne vem dovolj daleč skočiti. Ker sem imel tudi kolega, ki se je hudo poškodoval, ko je skočil na glavo in imam tisto, veš, vseeno malo bolj pazim, ne. In mi ni bilo čisto vseeno, sploh pa zdaj, ko sem tako dobesedno skoraj prvič skočil s take višine na glavo, vem, smešno se čuje, pustič izpadem, ampak nisem nikoli imel neke žalje skakati, okej? Tudi če sem pustič, okej, sem pa skočil bombice tudi z 5 metrov. Ker več ne upam. Rabo sem enih 20 minut, prisežem na 20 minut, čisto vsi so me gledali iz obale, ker je bilo blizu obale, to čisto vsi so me gledali iz obale, ker sem se ker so mi oni odštevali, jaz sem se pa če so vsekani, kaj odštevajo, jaz se moram skoncentrirati, pol pa je nastopil trenutek, ko sem skočil. Ni bil glih dober skok, ampak za prvič je bilo vse na glavico, okej? Sara je skočila direkt na Lampeka. Zdaj! Je pa probala, ajde. Ampak ja, nisem najboljše skočil, za prvič bo okej, sem že naučil do naslednjega videa, do naslednjega morja, do drugega leta. To je bilo čisto zadnji dan. Tudi ven smo hodili malo na pijače. Kot sem pa rekel, da se v Kopru nič ne dogajalo, se pa dogajalo v Izoli. Tako malo GoPro kamero imam, ko snemam z njo. In sem tisto vzel, da se tam hitro v žep pa posnemam, če bo kaj zanimivega, ker nisem zdaj kamere ravno zraven imel, ne. Celo več stojnic so imeli, kar v Kopru niso imeli, v Kopru so imeli samo za koruzo, pa peno, pa palačinke, pa vodo. Kakšne bolje sem. Ja, ker nisi dobro ničega. Ja. Več muzike je bilo, več nekih restauracij oziroma gostiln veni, da si lahko ob morju sedel. Šli smo tam tudi na sladoled, tam je pol en igral harmoniko, ki je vsak dan igral harmoniko že prejšnjo leto, ko so bile punce tu, ali 2 leti nazaj celo.
ja on še tam igral. Ampak vseeno, če mene vprašaš, sem se jaz imel hudo fajn. Če vas pa zanima, kje smo bivali, smo bili v takem cute apartmaju, v eni je bilo tako roza fasada, pa modre polkne, tako old school, res lepo. To je bilo vse na današnji video, upam, da ste uživali, samo lajkajte ta video in subscribete na moj kanal. Idite na moj Instagram profil, Facebook profil, Jack in the Box, TikTok profil, ampak še vedno, Maribor je šampion.